Tega, ker grem zdaj trenutno na Laž. A ni ful cool, zgleda kot morje. Potem pa so mi še poslali, čez 1 uro grem delat. Ter so na nohtah. Hej! Čakam na Draža. Čite. V bistvu trenutno še v novem blogletju. There's 104 days of summer vacation. Jaz čakam trenutno na Draža. Napisala je pred telovadnico, zdaj pa ne vem, a moram jaz iti tja do telovadnice pri njega, ali prija on sem, ali kaj. Tako da bom verjetno kar šla po njega. In s tem začnem novo vlogletje, ampak jaz mislim, da vsem prišel, da ga lahko tudi njega posnemam. Ampak očitno me ja šla kar po njega. Pol gremo pa v kino gledat Spider-mana Homecoming, I'm so excited. Zdaj tega, ker če se imenuje Homecoming. A to bi prvi del? Gledam, jaz si tako obožujem te Marvel filme, teda pač komaj čakam, da gremo v kino, z Lukasom gremo v kino, pa se še dobima verjetno z dvema kolegoma, oziroma kolegom, pa njegov punco, ki še jaz ne poznam, ampak bo je ful fajn, tako da komaj čakam. Ja, in gremo moče kaj jest. Zdaj pa bomo videli, kaj in kam. Stuber, coming soon, and don't forget to silence your phones. Včeraj sem prišla tako pozno domov, tako ob 12. enih, in bolj več nisem nič vlogala, ker se zdaj v dnevni spim. In tu je preko moje sestre soba in pač nisem hotela zbuditi koga. Teda sem še potem do kakih 2 zjutraj editala vlog, ki sem ga danes objavila, na sredelja. Jutri zjutraj grem nazaj v Ljubljano in jutri bom začela tisti teden, torej teden brez plastike. In pač, če bom slučajno uporabila kateri dan kaj plastičnega, vam bom pokazala kaj in zakaj. Ampak pač cilj je, da ne bi. Danes sem še tukaj doma, pridejo še neki sorodniki, ker imela tudi rojstni dan pred 2 tednoma, ampak bo zdaj še neki mali piknik, kljub temu, da je zunaj ful dež. In potem še dobim za Dražom, ki ga včeraj nisem snemala, ker sem bolj pozabila. Pa tudi ne vem, če ga bom pač, mogoče. Gremo verjetno na pijačo, pa nekaj tega. In ja, to je plan za danes. Sem v Ljubljani, kot lahko vidite, in trenutno sem sama. In po mojem bo zdaj mi kar kriza, ker sem pač prišla iz mojega doma sem in sem zdaj v Ljubljani sama. In po mojem bo kar kriza danes, ker zdaj sem hitro prišla, pa se še grem delat, pa to da takrat bo ok, ampak pač... Reminder, Cristiano scored. What? What? Nisem z tega nastavila. Oh my god, what? Ok. Zdaj tega, ker zdaj mi je tako malo grozno, ampak še moram iti na dela spino, pa pol grem delat. Pol pa itak bom šla spat, teda po mojem bo ful kriza zvečer. Hej, prišla sem z dela, teda je ura 10, ker ima avtobus spet neki obvoz in je šlo spet nekaj čudno in pol hvala bogi smo pravi cvetek nam je dal vun, da se pač imel bliže domov. Ful se je zunaj vlilo, hvala bogi sem imel dežnik. Wow, to zdaj ful zabliskalo. Zdaj pa si bom danes šla narediti bano, kopel, sicer tega nikoli ne delam, ampak sem rekla danes pa bom. Ker sem res matrana in imam ono kulsko želvico od Laša, da vam bom pokazala, kako izgleda. Dala si bom masko na lase in bom imela taki lepi relax spa day. Zdaj pa vam pokažem. Ok, tu si zdaj polnim. Tu imam pa to želvico, ki bom jo polno zvrgla in vam bom pokazala. Trenutek resnice. Recimo, da me tu cool vidite. Glavnem, zdaj sem delala in sem prišla nazaj. Včeraj nisem bolj nič več snemala od tiste, ko sem se šla kopat. Torej, da vam povem, kaj se je zgodilo. Včeraj sem se šla potem kopat s tisto bombico, ki jo lahko vidite malo prej. Potem sem se umila z šamponom za lase, ki sem ga prej kazala, oziroma kazala
vam bom tu zraven dala klipe, da boste videli. Glavo sem si oprala z šamponom za glavo, telo sem si oprala z milom za telo in pa s tistim tako malo to oranžno stvar sem si pač naredila peeling stopal. In pa potem sem si še dala make-up dol z vsem tem brez embalaže, torej nisem pravila nič s plastiko. Načeloma nisem pravila spodobene plastike, oziroma danes sem dobila vrečko plastično, zaradi tega, ker sem šla, zdaj imam podlago. Sem šla v trgovino, Deichmann sem si kupila čevlje, zaradi tega, ker jih pač rabim, ker imam one že čishin. In sem dobila sam škatlo in je fora v tem, da pač sem delala, pa potem je šel zunaj dež. In sem vzela še eno vrečko, tako da to vrečko bom zdaj shranila. Ta dan sem upravljala v bistvu plastiko, ker pač nisem imela sem čevlje šla kupiti. Pa zdaj bom še šla delati scenarij za True Crime in sicer Conjuring, resnična zgodba za tem. In to je tudi to. Pa upam, da bom jutri po delu pospravila, ker ima avtobus spet obvoz. Pač ne vem kaj fora, zaradi tega, ker mu povejo, da je obvoz en človek, ki stoji tam. Ful čudno. Glavno, zdaj vam pokazala čevlje, ki sem si jih kupila. Sam zdaj boste me malo čudno videli. Ne se me prej vidite. Venice, I don't know, Venice. Imam malo von, ker sem si dala tisti premaz preko, ki naj bi ščitil pred umazanijo. Mislim, meni, ful močno je. Glavne, vam v polih malo bolj pokazala, ker zdaj tako zgleda sem belo. Ful so beli, nisem si mislila prav beli kupiti, ampak ko sem si dala gor, so bili dansko ful udobni. In sem jih kupila. Stali so 30 €, pa premaz je bil 3,5 € recimo. Meni so ful cute, vam bom jutri pokazala, ko bi jih imela gor, ampak načeloma so mi ful cool. Bilo bi ful fajn, da bi imeli še črne in na slednji strani sem videla, da imamo ene črne, sem pač ne od te znamke. Tako da, kaj bom jaz naredila je, da bom jutri šla potem po delu verjetno tja, pa pogledala še, če imam kakšne črne in bom jih pač prosila, da kupila bom še ene črne čevlje in jih premazala, ker ful me je strah teh belih. Dobro jutro, torej to so moji novi čevlji, zdaj grem delat. Meni so ful cute, teda upam, da ostanejo beli. Sem mogla sam klimo si prižgati. Glavnem, zdaj sem bila na delu in zdaj sem glih za službe in sem dobila pošto in mi dansko poštar prinesla na delo, ker je pač slučajno šel tja in je bil tak, ker sem pač rekla, da me ni doma in je rekel, če mi lahko kam prinese in sem pač povedala, ki sem, je bil tak, da mi lahko tja prinese. Danes moram pospraviti malo, ker Lukas pride. Če še par dni gori dan pospravila sem, če delam in pač dansko skozi delam, pa še kem časi na dela spina in ko prijem domov sem tak, da se mi nič ne da delati. Naročila sem si tega, ki je tak v bistvu ful smešno, ampak Pink Sugar in zgleda taki otroški, ampak sem gledala eno youtuber, kako jaz ful da gledam in pa čaka, da je to ful poceni, parfum je ful poceni, ampak da ful diši. Pa ta in ja, tak zgleda. Pač taka mala flaška. V dansko res diši tega, ko pač meni tak ful diši. Sem ga enkrat imela ful dolgo nazaj in meni to ful diši. Teda zdaj imam 2 parfuma, ki pač nista tako draga, bom linkala od spodaj. Ta je poceni, ta je pač bil znižan, ampak sicer pač se mi zdi, da so kar vrejo cene. Se mi zdi, da so kar temno. Vrejo cene, spodaj bom linkala, če koga zanima, zdaj grem pa malo pospraviti. Zato ne moram zelo kako zaspana sem danes. Čakam Lukasa, pride. Mislim smo, da pride že prej, tako v 6, 7. Sem hotela iti jesti v deželo okusov. Ampak ga še ni in čakam in jaz sem ful lačna in prej sem imela migreno. In sem ful lačna, ker v bistvu sem jedla sam zajtrk štručko in pol nič več drugega, da sem ful fucking lačna. Pa zajtrk sem imela ob
8. Zavrlo 9. Da 12 ur, 13 ur nisem jedla in sem pač ful lačna. Hodila sem še nekaj razložiti, oziroma ne razložiti, povedati. Začela sem gledati Big Bang Theory, kar sem že govorila. Trenutno sem na 3. sezoni, ne vem, kjer del, pa je ful fajn. Trenutno gledam Big Bang Theory, Rick and Morty gledam z Lucasom. Pa sem spet začela gledati Good Trouble, ki ga nisem do konca pogledala. Ja, pa še kaj drugega. Petek se dobim z Laro od Laša. Tako bom jo najavljala. In komaj čakam, gremo v veganika. Ona je veganka. In še ne ve, da jaz ne jem zelenjave in teh stvari. Ampak mi je ful fajn, pač tudi z eno kolegico prej smo šle že v tisto Loving Hood ali kak je, pa to je tudi pač vegansko, pa sem tam jedla, ampak pač ne nekaj stvari, ki so zelenjavo not. In tako veganiki imajo tudi neke take tortice pa te fore. Ta dansko komaj čakam se da hodila iti, ampak mi je bilo ful noro iti sami, ker pač nisem veganka in I don't know. Teda gre tja. Plastike celo ne uporabljam. Edino, kdaj sem plastiko urejala tisto od Deichmanna, pa ko sem jedla... ko sem si kupila... Ne. Ja, ko sem si kupila eno čokoladico. Ta pa teoretično v plastiki. Ups. A glej, trudim se in point je, da se pač trudim po najboljših močeh. Itek zdaj se ful izgubljam plastike, da pač to je enotedenski izziv, sorry, ampak težko govorim, včasih, ko imam migreno, pač ful čudno govorim, ko da ne znam govoriti. In itek je fajn, da se pač skozi trudiš, da čim manj plastike uporabljaš. Tako da ja, to je to. Zdaj pa gremo odštevati minute, da Lukas prije s hrano, ker nismo gledali trgovine si več kupiti. Ampak ne vem, koža recimo trenutno, zdaj tu ne te videli, ki je pač ful svetlo, ampak se mi zdi, da je boljše. Pač definitivno več nimam teh dobenih izpuščav in koža je postala tako dokaj ravno, da je več nisti punkic, ki sem jih imela prej. Sicer jem tudi še vedno od Hello Beauty tablete, pa Lush stvari uporabljam še vedno. Tudi to je verjetno pripomoglo k temu. Sam upam, da ne bom dobila zdaj še več mozolov, ker veliko ljudi, ko gre iz kontracepcijskih tablet, dobi nazaj ful mozole. Ampak glede to, da sem jaz prej ful imela, bojim, da bom zdaj dobila, pač bomo videli. Zaradi tega, ker tako pravim, pred kontracepcijskimi tabletami jaz sem imela težave s kožo, teda bi bilo bolj logično, da ko grem iz njih, da se spet vse uravna. Ampak bomo videli. Spet moram biti zdravniku, ker sem je tu spodaj, pod pazduhu, naredila bunkica. In pač je taka bula in imam že 2-3 tedne in pač mogoče so spet peskavke zatečene, ker pač sem konstantno držala z peskavkami, mogoče ga druga. Vem, da dosti govorimo o nekih boleznih pa teh stvarih, ampak pač jaz delim moje življenje in dejstvo je, da pač v mojem življenju so te stvari prisotne in se mi zdi, da tudi je po eni strani vredno, da govorim te stvari, zaradi tega, ker kljub vsem bolečinam in težavam v mojem življenju še vedno skušam normalno živeti, ampak pač migrene, to ti ful otežuje normalno življenje, ko jih imaš, pač če jih imate, vete, pač vseeno hočem biti realna na tem kanalu, hočem se nekaj lagati, da je vse ok, ker pač realno je, da ni. Trenutno ni vse ok, imam kar probleme. Ja. Vete kaj, mislim, da tukaj kar zaključila za ta dan. Pa se vidimo jutri zjutraj. Aha, imam eno vprašanje. Kaj je za vas najtežje pri opustitvi plastike? Torej v tem tednu, ali pa pač ne vem, če več ne uporabljate plastike, kaj vam je najtežje? Kje vam je najtežje izključiti plastiko? Mislim, da se razumemo. To me zanima, ker pač težko včasih, pač če se fejst potrudiš, bo ti šlo skozi. Ampak, ker za nas ni tisto convenient, torej ni priročno včasih kupiti kaj brez embalaže, ker imaš tam kar spakirano in bi to vzel in pač je včasih dražje, recimo Refusel pač je malo dražje, ko pa če bi šel ti v trgovino kupiti ono z plastike in pač realno je, da si eni ne morejo tega privoščiti, da grejo tja v trgovino. Poleg tega, če bi šla v veliki nakup Refusel ali pa recimo v Mariboru, ko ima tisto neko jabko ali karkoli,
ne moram tega vsega ker pač nimam placa in to, če noter vpakiranje noter v kozarcih, je tudi ful težje. Teda ja, pa zanima me, kaj se vam zdi najtežje. Meni osebno je najtežje te stvari, ki so pač pakirane, recimo makaroni, ali včasih pa špageti, ampak že špageti je ful fajn, ker so že v pač kartonastih. Ja, sploh recimo, če hočeš kako pijačo pit, ko pač ni voda, ker pač v vodo si itak natočim v svojo flašo, ampak da bi recimo hodil pit kako pijačo z okusom ali kaj tajega, je itak v plastiki, ne. Sem prišla z dela, moram dati pomniti kamero, ker sem glihkar razpraznila. Sam to še vam pokažem. To so pa drugi zdaj par. Meni ful diši, imam ful moč von in ta von meni dvigne ognjen, kljub temu, da mi ful diši, ful čudno. Pa glava me boli po takih močnih vonih, ampak so mi ful coolski, da znam dvojne bele. Bom da se ne prehitro umazali, ampak plan pri teh drugih belih imam, da pač če se ful umažejo, da jih bom potem ali črno prebarvala, ali pa dansko pač pobarvala z barvami, ki so za oblačila. Se mi zdi ful cool, veš, da jih na koncu sam prebarvaš, ker zdaj so pač itak beli in pol, če daš sam barvo prek, bila bi še vedno ful cool. Zgledam malo bogo. Ura je 6 in Luka si glih končal z izpitom in gremo nekaj jest v deželo okusov. Nisem še bila tam in beda je ful dobro. Teda grem danes, pa zdaj vam še pokazala čevlje. Ja. Ignorirajte to tukaj, ker moram itak beknes, ker je za pač stran. Ampak ja, to so novi čevlji. Dobro jutro, moji dragi prijatelji. Se čujem, da imam ful čuden glas, to zato, ker sem se zbudila in nisem še govorila par ur, imam pač močen glas. Kaj sem zdaj hotela reči? Ja, danes imam en veliki problem. Ko boste čuli, jaki problem imam, si boste mislili, bogareva, ne to vse. Tu, dokaj blizu mene, recimo ena restauracija, ki ima bone. In kaj sem šla tja, šla prepozno, ker kao so imeli bone samo do 5 ali nekaj taka fora. In danes je vikend in sem hotela spet iti tja jest. In med vikendom malo spet zaprto, da ne morem bonov uporabljati. Mislim, nima zaprto, ampak zaprto za bone. In v nedeljo večer nam samejo bone, teoretično ne bom mogla več iti na bone do 15. augusta. In jaz nikoli nisem jedla na bone. Nikoli, ker si itak doma kuham. Več kuhama. In zdaj, ko bi šla, nam bo bek vzeli. Pač itak. Zato vedno meni tukaj. Zdaj, ko začela delati, pa sem več vedno ne da kuhati, ko bi šla na bone, jih bo fucking bek vzeli. Kaj je to fora? Pač, a vete, zakaj nam bek vzame za mesec bone? Ker pač teoretično si še vedno študent iz tega mesecu, pač ne vem, ne razumem. V bistvu vsega jih nada tako upravljam, da meni to nada tako vpliva, ampak eni ljudje, ki to vsak dan jejo, se mi zdi, da je kar kriza, če jih potem nimaš en mesec. Tako ja, za danes še ne vem, ali bom šla tja jaz ali ne, nisem ziher, če bi delala tisto sledilci nadzorujejo moj dan, ker sem rekla, da bom, ampak je ura že 11:30 in po drugi strani bi pa rada delala za YouTube, pa pač neke druge stvari in če dam tisto, da morate nadzorovati moj dan, potem tega ne bom delala, ker bom pač delala neke druge stvari, ki bom jih tam dala za zbrat, teda še ful nisem ziher. Pa še nekaj seveda sem omenila, ko bom kdaj jaz gledala video, ni se to tako pomembno, ampak dejansko je to mislim, da prvo delo, ki ga zdaj delam, poleg seveda dela spine in pač gimnastike, da mi je tako res ono ful vrej, pa pač ljudje so mi tam ful vrej, pa mi je dejansko vrel hoditi na delo, ker več, ko sem delala fandemo, mi ful več ni bilo vrej, pa sam tam so tudi bila na delo, ker imam ful vrej, ampak mi je bilo ful pač badno tam biti, muka, ful mi ni bilo všeč. Tu, ko pa zdaj delam, ne moram povedati kje, pa več mi je dejansko ful vrej in mi sploh ni panike delati vsak dan, ni mi panike delati ob sobotah, nedeljah, ful mi je vrej, res pa je, da sem tu zdaj v Ljubljani in tu nimam toliko ljudi, da bi se hodila s kom družiti, ampak realno tudi v Mariboru, Rušah, nisem jaz toliko ljudi, s katerimi bi se jaz konstantno družila, raz nekam dražom. Tako da ja, naslednji teden prije Andraž k meni, so excited. Prije pa verjetno 16. do 18. se mi zdi, da so se zmenila
ker pač ima nekaj še v Ljubljani, bo pol tu in bomo mogoče šla kam, bom vlogala, da sem res nadušena. Teda to je ena stvar, zakaj jaz danes ne bi šla jest v tisto restauracijo, ki je pač tak 10 €, ker bi rada denar, ko prije Andraž, ko ima verjetno takrat šla kam jest, pa kam, ne vem kam še, ampak pač, ja, sem ful nadušena in takrat ne delam, sem vzela fraj 3 dni v službi, ker pač prije Andraž, pa pol, ko imam rojstnance, si vzela fraj še v službi. Ok, to je to za to vlogletje, to epizodo. V bistvu sem bila brez plastike skoraj skozi, edino danes sem šla po sladoled in ta je v plastiki, to je ena stvar. Drugače pa sem pretty much bila skoraj brez plastike, edino pač enkrat sem si še kupila za pit nek sok. Oziroma vod z okusom. Tako ja, za naslednji teden še sploh ne vem, kaj bi naredila, kaj bi bila ideja, ker itak delam vsak dan. Tako da ne vem točno, kaj bi bila lahko. Kaj bi lahko bil izziv? Ok, dala je izziv, da greš 2-krat v tednu ali pa 3-krat na sprehod in jaz sem po mojem šla gor do grada tu v Ljubljani, ker imam to dokaj blizu. Tada bom po mojem šla potem gor na grad ali pa nekaj tajega. Hvala, da gledajte ta del. Se vidimo v naslednjem in pa fajn se imejte. Dija!